Lep dober večer želim, lepo, da ste si kljub počitnicam, kljub malce bolj praznim Ljubljani vzeli čas in voljo, da ste prišli na tretji večer iz cikla Pobeg v raj. Danes je na nek način čisto posebna tema in rada bi jo uvedla z eno zgodbico, ki tokrat ni povezana s Tolstojevim življenjem. Se mi pa zdi, da je pa zelo povezana z življenjem vseh nas. In mogoče posredno tudi sočutem. Zakaj? Bil je nekoč nek gospod, ki je veliko hodil po svetu, obiskal je veliko geografsko oddaljenih dežel, pa tudi tistih namišljenih. In nekega dne se je znašel pred deželo dolgih žlic. Tako je pisala. In naredil je še nekaj korakov in sta bila dva smerokaza. Desno je bil smerokaz za črno sobo in levo za belo. Ponavadi se je odločil v življenju, da gre vedno najprej na desno, zato je tudi tokrat šel najprej na desno, proti črni sobi. In hodi po enem takem hodniku, na koncu so bile velika vrata in že sliši neko jadikovanje, krike, vedel je, da so ljudje, ampak ni pa mogel prepoznati, kaj pravzaprav se za temi črnimi vrati dogaja. In ljudje smo radovedna bitja, zato je odprl vrata, stopil v sobo in zagledal ljudi, ogromno ljudi, ob polni mizi dobrot, jedače, pijače. Ampak te ljudje, nekateri med njimi, so ležali pod mizami, omedlevali od lakote. Namreč na rokah so imeli pritrjene dolge žlice. In čeprav so zajeli hrano, je ta hrana ostala tam daleč. In v tej sobi mu ni bilo prijetno. In zaprl nazaj, se vrnil nazaj do razpotja in se odločil, da gre pa vendarle pogledati, kaj v beli sobi. Odpre vrata bele sobe. Zanimivo pa je bilo, da že na poti do bele sobe ni bilo nobenih krikov. Bilo je tako tiho, prijetno pomenkovanje, slišal je celo zvoke užitka in potem odpre ta bela vrata in prav tako ogromna miza z jedačo, pogačami, najboljšimi dobrotami na svetu. In tudi te ljudje so imeli na rokah pritrjene od dolge žlice, ampak so hranili drug drugega. In se mi zdi, da kaj nam pomaga polna miza sočutja, ob nekega čutenja, celo sposobnosti uživljanja, če tega ne delimo z drugim. Zato je tudi to ena od tem, ki sem jo izbrala v tem ciklu, pa tudi zato, ker me je naravnost šokiralo, ko sem začela brati Tolstoja. Če ga poznate, veste, kako je na nek način kontradiktorna oseba. Po eni strani je bil to aristokrat, ki je spal s kmeticami, ne kmeticami, aristokrat imel promiskuitetno se je vedel, kockov in za kockov je ogromno svoje jasno poljeno, svojih staršev, posestvo. Alkoholizem, vse možne stvari tistega časa, kar so si aristokrati ruski lahko privoščili. Po drugi strani pa človek z izjemnim občutkom za ljudi. In verjetno je bila to ena sreča, da je tam okoli leta 1870 je doživel ta preporod, oziroma zdaj pravijo, pač, da kot pisec se je spremenil potem kot literat, ker je imel to in religioznost preobrnitev, predvsem pa mu je celo Pavel Basinski v enem trenutku zapiše, da mu je enostavno počila pot do tja, ker ni mogel več, ker enostavno imel je vest. In bil je sočuten. In ko je delal te stvari, mu je enostavno nekaj sporočilo, da ni prav. In sočutje, uživljanje, empatija, tudi stik z naravo in predvsem ljubezen do vsega živega, ljudi, rastlin, živali. To so pravzaprav bistveni elementi dostojanstva, nauka, etičnega in moralnega nauka, ki ga še danes imenujemo dostojanstvo. In seveda ni slučaj, da sem danes za moja sogovornika povabila Ksenijo Manjo Leban in Gregorja Žvelca, ki sedita tam. Namreč zakaj? Oba se v svojem življenju ukvarjata z globinami človeške narave. In ljudje, ki to počno vsak dan, ali zato, ker imajo tako službo, ali zato, ker so se tako odločili, enostavno ne morejo mimo tega, da se ne bi ukvarjali s svojimi globinami.
In Ksenija Marija Leban me je navdušila s svojim dopisovanjem z Manco Košir v knjigi Darovi minevanja. Ne samo zato, ker ima obsmrtno izkušnjo, o kateri bo danes kaj rekla, in je zelo nenavadno, ker tisti, ki je nimamo, pravzaprav se mi zdi zelo, zelo dragoceno, da ljudje, ki jo imajo, o tem govorijo, ker nas s tem učijo. Hkrati je Ksenija Marija Leban tudi obporodna spremljevalka, dula, kot pravimo. Je voditeljica Rdečih šotorov, več o tem kasneje, kaj to pomeni. In predvsem je pa, to mi je zelo zanimivo pri Kseniji, po drugi strani pa hud racio kot svetovalka in tolmačka. To se pravi na nek način zelo zanimiva kombinacija življenja in dela. Ksenija Marija Leban, prosim. Dr. Gregor Žvelc me je pa navdušil z nekaj članki tudi v sočutju, oziroma ko sem brskala, koga pravzaprav bi za to stojanstvo na nek način povabila. Včasih, ne vem, vse verjetno se vam tudi zgodi, klikneš pa je prvi klik pravi. In ko smo se srečali za ta dogodek, mi je bilo vsem jasno, da je bil klik čisto pravi. Dr. Gregor Žvelc je predavatelj, izredni profesor na Univerzi v Ljubljani, tudi na Univerzi na Primorskem. Ima svojo psihoterapevtsko prakso, to se pravi, je na nek način čisto zraven zgodb človeških življenj, posluša jih tudi zato, da jih lahko spremeni. In to se mi zdi nekaj zelo plemenitega. In med drugim seveda tudi urednik mednarodne revije o psihoterapiji še kaj. Dr. Gregor Žvelc, prosim. Dolge žlice, ne? Ali je sočutje to, da si delimo najprej? Ko vidva pomislite na sočutje, dober večer seveda obema. Ko rečem, ne vem, Ksenija, ko vam rečem beseda sočutje, kaj je prva asociacija, prvi tisti dodatna misel, ki se zgodi? V bistvu je zame sočutje najprej resnično povezano s sabo. Ker ko si resnično povezan s sabo, si lahko šele resnično povezan z drugimi. Z vsemi, ki te obdajajo, z vsem, kar te obdaja. In ko lahko čutiš sebe, lahko čutiš drugega. In ti je potem za drugega enako kot zase. Dr. Žvelc, prvo vprašanje. Zdaj, z psihološkega vidika je sočutje, to, kar ste rekli, da začutimo drugo osebo kot ti, se pravi, da se lahko živimo v njen svet. Hkrati gre pa tudi za željo ji pomagati, za željo, da bi bilo boljš, da bi bila nekako osvobojena, rešena trpljenja. Se pravi, je malo več kot empatija, ne gre samo za oživljanje, ampak je zraven še ta namera pomagati, olajšati stisko druge osebe. Ampak, a to pomeni, da je empatija, to se pravi sposobnost tega oživljanja pogoj za sočutje v psihološkem smislu? Jaz bi rekel, da ja. Se pravi, da se lahko uživimo v drugo osebo in da jo začutimo. In to se kaže zelo prek neverbalne komunikacije. Če pomislimo, kdaj, ko smo bliskašno osebo, ko smo trpeli, je bila oseba tam, ki je bila sočutna do nas, smo to začutili prek njega glasu, pogleda, smo začutili, da je res tam za nas in da njim želi dobro na nek način. No, včeraj sem že, nekateri ste tukaj z včerajšnjega večera in sem omenila, da sem pravzaprav dober teden nazaj, ko sem res se začela ukvarjati z današnjo temo, začela sploh razmišljati o sočutju do sebe. Ksenija, prej ste rekli, da pravzaprav, če nimamo sebe, kako bomo imeli druge, imeli v navednicah, kako bomo pravzaprav lahko polnočutni do nekoga drugega, če nismo do sebe. Ampak mene je presenetilo, jaz dejansko nisem nikoli razmišljala o sočutju do sebe in zato imam danes tudi ta glas, ker se pač ne čuvam. Ampak kaj pomeni to sočutje do sebe najprej in a se rodimo z njim? Ksenija. On ve, jaz pa bom povedala, kar mislim.
Jaz mislim, da se rodimo z njim, ampak da ima to zmožnost velikokrat in večina med nami to pozabi. Zaradi tega, ker se potem takoj srečamo s svetom, ki nas obdaja in imamo svoje izkušnje, ki nas učijo obratnega. Sama sem bila vedno sočutna do drugih, ampak zame je sočutje lahko tudi past. In večinoma mislim, da je past. Ker osebe, ki so najbolj sočutne, ki najbolj želijo drugim pomagati, so ponavadi najbolj sočutne do sebe in so ponavadi do sebe najbolj neizprosne. In resnično mislim, da takrat, ko lahko začutiš, da se greš na pot sočutja do sebe, ker mislim, da je to proces, jaz ne vem, da bom res sočutna do sebe, ampak sem pa vsak dan kakšen, kaj bi rekla, nanomilimeter, nanometer bliže. Tistega dne, ko bom resnično sočutna do sebe, bom resnično sočutna do drugega. Skozi sočutje do drugega prej, včasih sem pa nezavedno poskušala priti v stik z deli sebe, ki so se prebudili v meni, ko sem videla trpljenje drugega. In zdaj doktor Želicki ve. Zdaj, kar se tiče v psihologiji, zelo zanimivo, da v zadnjem 15 letih je res prišlo do enega velikega interesa v raziskovanju sočutja do sebe. Povezano s tem, da veliko ljudi, ki se počuti, ki trpijo, ki se počuti slabo, ima neprijetno občutja, je zraven zelo kritičnih in neizprosnih do sebe. In se kritizirajo in govorijo, evo, kakšen sem, mogo bi biti močen, trden. In tako v bistvu te raziskave govorijo o tem, da Kristin Neff definira sočutje kot prijaznost do sebe. Se pravi, ko trpimo, ko nam je težko, da znamo najti neko prijaznost do sebe. Druga komponenta pa se nanaša na zavedanje, da nismo sami v tem. Se pravi, da dostakrat imamo občutek, v bistvu, da edini mi trpimo. Se pravi, vsi drugim je fajn, ampak sam nam se dogaja, da smo prestrašeni, žalostni. In je zelo pomembno se zavedati, da je to neka normalna človeška izkušnja, da vsi gremo čez to in da mnogo ljudi doživlja nekaj podobnega. Obenem pa pri sočutju do sebe gre tudi za zavedanje ene mehne distance do svojega trpljenja. Se pravi, da nismo čist zliti s svojim trpljenjem, ampak ga lahko opazujemo, se ga zavedamo, govorimo o komponenti čuječnosti, mindfulnessu po angleško, se pravi. In v bistvu v zadnjem času so ugotovili v raziskavah, da ima v bistvu sočutje do sebe zelo velike koristi v smislu tudi duševnega zdravja in počutja. Ampak zahodni svet ni na nek način naklonjen sočutju do sebe. Seveda moramo vse to kupiti, kar je v akcijah, pa tudi tisto, kar ni v akcijah, vse, seveda zato, ker je to dobro za nas. Ampak resnično nas pa pravzaprav ves čas na nek način cilijo, tudi v končni fazi, če bi nekomu bilo zares do tega, da se ima lepo v tej družbi, generalno bi verjetno mediji bili drugačni, bi verjetno politiki bili drugačni. Ne vem, špekuliram z mislimi. Oseba, ki je sočutna do sebe, ni idealen potrošnik. Je zelo minimalno, Kupi tisto, kar potrebuje. Nima manjko ni tako velik, da bi ga moramo polniti. In zdaj smo pravzaprav tudi pri odtujenosti do sebe. Se mi zdi, da bolj, ko smo odtujeni, lažje tarče smo. Ko smo odtujeni do sebe naprej, seveda potem tudi do drugih, lažje tarče kot potrošniki. Ampak mogoče Ksenija, vrnila se k vaši izkušnji, ki je, prej ste rekli, da ste nanometer, nanocentimeter, če karkoli že, do tega biti bolj sočutna do sebe, biti prijazna še bolj do sebe. Kako se je to spremenilo za hudo prometno nesrečo? To pomeni, da prej ste bili še manj? Jaz sem totalno neizprosna do sebe. Ko sem se zavedla po nesreči, sem imela dve misli. In druga misel,
zdaj, katera prišla prva, katera prišla druga, meni se zdelo, da sta pravzaprav sočasni, ampak in še zdaj se ne spomnim, katero sem prepotela, katero drugo. Ampak ena od teh dveh misli je bila, skoraj sem umrla in še nisem začela živeti tako, kot bi morala. Sebe. Ne? Do takrat sem mislila, da živim sebe, sem mislila, da hodim po eni poti, da živim ene svoje želje, ambicije, ampak tisto mi je pa zelo obrnjeno proti sebi. Kaj sem jaz? Kdo sem jaz? Kaj pomeni živeti mene? Kako se lahko slišim? In ker sem dobila en tak rokar, po domače povedano, so osebe, ki pridejo do takšnega spoznanja na neprimerno mirnejši način, jaz sem prišla do tega spoznanja zelo sunkovito. Glavno, ko sem to doživela, od takrat naprej sem se začela vse bolj slišati. Je pa to proces. Ne, jaz nisem doživela takrat razsvetljenja, doživela sem razodetje. Razodetje, ki me je dalo na pot iskanja sočutja do sebe, ljubezni do sebe. Ljubezen je nekaj, kar se ljubezen do sebe se pozneje postavlja zraven kot en cilj. Ampak najprej biti zmožna slišati sebe. Ugotoviti, kaj zdaj to pomeni živeti sebe. Kaj to sploh sem jaz. In potem sem gotovila, da imam čisto drugačne želje, kot se tisto, kar sem mislila, da sem prej imela. Jaz se spomnim, prav iz tega dopisovanja s Manco Košir, da ste zapisali, da niste vedeli, da se vam bo to zgodilo. Vedeli ste, da prihaja ta nesreča nekaj. No, mislim, zakaj? Mogoče malce v tistem obdobju so se mi dogajale se mi je večkrat nekaj zgodilo na cesti. Je bilo zanimivo, da preden sem šla na to pot, sem skoraj odgovorila na en mail, da z obžalovanjem sporočamo, da je oseba, ki ste pisali, umrla v prometni nesreči. In potem tega nisem napisala, seveda nisem tega poslala. In ne vem, kaj je bilo tisto, kar je pač skoraj mi takrat navdihalo. Preden sem imela nesrečo, sem pa dejansko imela videnja. Videla sem se za volanom, z razbitim čelom in tako naprej. Večkrat. In če se mogoče ne bi tako videla, je vprašanje, kako bi na tistem odseku vozila. Najverjetneje bi vozila bolj tako, kot sem bila vajena. Ne pa tako navzoče, kot sem vozila takrat. Pa se je zgodilo vseeno nesrečo? Kar me je zelo presenetilo. Ja. Bila sem v bistvu zelo presenečena, ko nisem mogla prepričati. Ni bila vaša krivda? Ne. Oseba je prišla pač iz nepreglednega ovinka na mojo stran ceste in je sekala na zraku. Doktor, veš, zakaj rabimo? Prej je Ksenija tam rekla, morala sem dobiti po glavi, da sem začela, kar je pravzaprav, kar ste zdaj pojasnjevali. Zakaj rabimo dobiti po glavi, ker vi se srečujete z zgodbami, verjetno mnogi od njih zdaleč niso lahke. In verjetno pridejo ljudje včasih tudi prepozno. Je možno, da pridejo prepozno, oziroma zakaj moramo trpeti, da se... Ja, zdaj težko bi rekel, da pridejo prepozno, ampak se pa zgodi, da dostikrat doživljamo sprav neko duševno težavo, anksioznosti, depresivnosti in tako naprej, vedno kot nekaj težkega, slabega, ampak na nek način pri velikih ljudeh se zgodi nek premik, neka sprememba v mišljenju. Ali pa tudi nek dogodek, ki je bil nekako zelo težek, ločitev, in potem v bistvu iz tega vam, občutek depresivnosti. In to je dostikrat v bistvu pripeljalo ljudi do tega, da so se začeli spraševati, kako sem do zdaj živel življenje, ali še hočem tako, kot sem prej živel, ali hočem kaj drugega. Se pravi, v bistvu se zamisliš nad tem, kaj je sploh smisel, kaj je namen mojega življenja. Tako da imajo vse ti dogodki lahko tudi nek pozitiven vpliv na posameznika. Ampak se vam zdi, da včasih čakamo zelo dolgo, da se mora zgoditi nekaj, da ni dovolj, da se počutimo recimo 14 dni slabo, čakamo, da se bomo eno leto počutili slabo. Namreč zdaj, ko govorimo tudi veliko o tesnobi, se mi zdi, da se zdaj več govori o tem, neverjetno koliko ljudi ima izkušnjo paničnih napadov.
tesnobe, v kateri ne morejo dihati. Ali to pomeni, da ni dovolj sočutja do sebe, prijaznosti do sebe, da se sploh pripeljemo do tja? Ja, jaz bi rekel, da ja, ne? Na nek način odlašamo, ne? Na nek način, si bo. Tako da dejansko ljudje včasih res, ko so že čist na koncu, ko ne zmorejo več, ko se odločijo potem nekaj spremeniti, bodi si, da grejo v psihoterapijo ali pa da na nek način spremenijo svoje življenje. Tako se tudi pri ostalih zadevah, naprimer včasih tudi naprimer te boli zob in v bistvu dokaj ni res hudo, mogoče ne gre zobarju. Nobena tableta več ne prime. Ja, čeprav, če sem povedati, kakšenkrat se zgodi, da se ti določene stvari začnejo pojavljati šele takrat, ko stopiš v stik s sabo, ko si dovoliš spet postati ranljiv. Ker lahko si tako nesprosen do sebe, da se sploh ne slišiš. Da skoraj da na nek način ne obstajaš, mogoče. In potem je pravzaprav nekaj takšnega, kot je panični napad, čeprav zelo neprijetno, vendarle bolj živo, kot pa tisto, kar je bilo prej. Ja, veliko ljudi, ki ima panične napade, potem pravijo, da se jim je zgodilo nekaj, kar ne poznajo v sebi, nekaj tako grozljivega, da tisto jih pa spametuje in potem recimo spametuje, oziroma je vsaj tako močan impuls, da potem grejo nekaj narediti. Zdaj razmišljam spet o Tolstoju, seveda. Tolstoj je bil na nek način en tak srečen človek, prvič zato, ker kljub temu, da mu je mama umrla, ko je bil star 2 leti in potem tudi je bil še otrok, ko je mu umrl oče, je imel okoli sebe ljudi, ki so ga upoštevali. On ni bil lep otrok, kot pravi v svojih dnevnikih, oče mu je pravil, da ima razumen nos, karkoli že to pomeni, skratka imel kljukast nos in skratka ni bil to otrok, ki bi ga imeli starejši, ki bi ga crkljali, plus da je bil zelo poseben, ker je vedno bil notri napiše, že takrat sem imel bolezen, preveč sem modroval. On je ves čas se izpraševal v svetu. Kaj želim vprašati to? On je imel to srečo, da kljub temu, da so starši odšli z njegovo življenje zelo kmalu, da so ga prevzeli na nek način njegovo vzgojo tete in so ga imele rade. Kako zelo pomembno je to, ali nas imajo radi kot otroke, ali imamo prostor kot otroci, kot mlada človeška bitja, zato, da se imamo potem rajši sami sebe, da znamo biti prijazni, ker vsi poznamo zgodbe ljudi, ki imajo krasna otroštva, pa zelo čudno vodijo potem svoje življenje in življenje s svojimi ljubimi. Ja, mogoče to, ne. Zdaj, če ne bo nekako umrla pred 2 letih, se pravi, to je kar traumatska izkušnja za otroka, tako da to ima lahko nek vpliv na, ne. Tako da vprašanje zdaj, kako se je čez to prebrodil, kljub temu, da imamo potem nekako fajn izkušnjo. Še babi se je glasno noč. Tako da, ja, rekel bi to, ne, da ta zgodnji odnos med otrokom in mamo je zelo, zelo pomemben za razvoj otroka, za razvoj njegovih možganov. Med otrokom in mamo, ali pa neko drugo osebo, ki je nekako v tej vlogi materinski. In tukaj v bistvu je zelo pomembno, da se dejansko lahko mama vživi v otroka, sprav kaj rad, kaj čuti in da takrat, ko otrok doživlja, naprimer, neprijetna čustva, kot je žalost, da mama to začuti, se odzove, nekako ga pomiri, ne, stisne k sebi in otrok v bistvu pride z enega stanja neprijetnih čustev v stanje pozitivnih čustev. In v bistvu otrok se v bistvu prek tega uči prepoznavanja svojih čustvenih stanj, se pravi, da ve, kdaj je žalosten, kdaj je strah, kdaj je jezen, prek tega, da so druge osebe bile oglašene nanj. Tako ratamo v bistvu potem tudi oglašeni nase, razvijamo kontakt s sabo, zavedanje svojih čustev. In prek tega v bistvu se tudi učimo, se pravi, biti nekako empatični do drugih ljudi. Tako da v bistvu pri otroku se zgodi potem ta obrat, da postane tudi pozoren na mamino čustveno stanje in stanje drugih, se pravi, se kaže nekako tudi potem empatiji do drugih. Kje je tista meja v letih? Včasih rečejo, si še v mamini energiji, ne? Kdo reče, jaz sem 5-letnika, pravi, je še vedno v tvoji energiji. Pa ne razumem čist
dobro od tega, mogoče Ksenija tudi v tem nekaj, ampak kdaj je ta meja, ko se otrok, ne, lepo ste rekli, da se uglašujeta, ne, če to začnemo početi pri otroku, pri 4 letih smo zamudili, ali je še... Dejansko je zelo pomemben, raziskave govorijo, dejansko prva 3 leta nekako, sploh pa nekako prvo leto, se pravi, sta takrat res mama, otrok in mama nekako v eni taki simbiozi, ker se mama res oglašuje na njegova čustvena stanja. Tako da v prvih 3 letih dejansko nekako so zelo pomembna za razvoj, tisti primaren razvoj tega občutka jaza, občutka sebe, in za razvoj zmožnosti za samoregulacijo. Seveda, razvoj poteka še naprej in nekako adolescence in tako, ampak vse bolj raziskave kažejo o pomembnosti prvih 3 let za razvoj samih možganov. Jaz sem se še malo z tega svojega stališča povedala. Pri čemer seveda mislim, da so moški in očetje zelo pomembni. Dela, tako blizu. Moški so zelo pomembni, očetje so zelo pomembni. Ampak vloga, moč, ki jo ima ženska, ki je mati, je neprimerljiva s čimerkoli drugim v življenju. Zaradi tega, ker gre tukaj za eno popolno telesno zlitje že od samega začetka. To je en stik, ki je telesni stik, ki traja 10 lunarnih mesecev, preden se otrok sploh rodi v ta svet. In ta stik se potem ohranja še naprej. In to zlitje, ki se zgodi, je pomembno po mojih izkušnjah ne samo za otroka, ampak tudi za mater. Če tega zlitja ni, potem govorimo o tako imenovani primarni rani, ki v angleščini rečejo dostikrat tudi mother's wound, ker je tako vezana na mamo, ker je mama tako primarno pomembna za nas, fizično, telesno pomembna za nas, kaj šele tudi na ostalih ravneh. Ampak ta stik je pomemben tudi za mamo. V naši družbi večina žensk, mislim, da lahko rečem kar tako, večina žensk ima v sebi, nosi v sebi to primarno rano. Ne, ker so naše mame preslabe. Naše mame so naredile najboljše, kar so mogle, ampak ni nujno to ustrezalo vsem našim potrebam. Ko smo pa lahko tako zvite svojim otrokom in slišimo otroka, otrok samo po sebi sliši nas in če te njegove zmožnosti z izkušnjami ne ugasnemo, otrok sliši nas ves čas in se zdravimo tudi me prek tega stika. Kaj pa, če mama otroka noče? To je potem predvsem drugače. Takrat je že sama po sebi ta primarna rana. Dostikrat se recimo v porodni psihologiji govori že o tem, kaj se zgodi že pri nezavestnem spočetju. Nekateri otroci imajo srečo, da so zavestno spočeti. Z željo, da so od vsega začetka želeni. Ne nujno načrtovani, ampak želeni. In ti otroci naj bi imeli čisto drugačen psihološki zapis, sploh če potem še nosečnost v redu potekala in tako naprej. Eno tako drugačno popotnico ti da v življenju. Če pa nisi zaželen strani mame, s katero, če donosi, hočeš nočeš, si v stiku, vsaj nosečnost in porod, potem se ti to zagotovo v življenju pozna. Vsaj v obliki te tvoje primarne rane. Brez nje skoraj da ne moraš iti skozi življenje. To pa ne pomeni, da se potem tega ne da naslavljati in zdraviti. Ampak ni isto. Ne, kot da bi se rodil z eno določeno invalidnostjo. Prostite, če tako rečem. Ampak ja, je. Doktor Žulc, kaj to pomeni za posvojene otroke? Če mi otroka posvojimo pri 2 letih, prej bil v nekem skrbniškem okolju, kjer pač ni bilo toliko česarkoli že topline, karkoli, ker pa ljudi bil brez mame. Kaj to pomeni, da potem vnaprej imamo na nek način otroka, ki je določen, da ne bomo mogli imeti tega sočutja? Jaz bi rekel, da je odvisen v bistvu, kakšen je bil kontakt, se pravi, v tem zgodnem obdobju. To je bil tam. Če tudi ni bila mama. Če tudi ni bila mama, se pravi, zelo odvisen, se pravi, kako so reagirala, so bili v kontaktu z otrokom ali ne. Zdaj, znane so raziskave na romunskih sirotah, v bistvu, ki jih je veliko teh dojenčkov živeli brez ustreznega kontakta. Imeli so nekako hrano
ne, fizične potrebe so bile zadovoljene, so pa zadovoljene te emocionalne potrebe. In dejansko, v bistvu, ko so delali raziskave, so ugotovili, da ne pride do razvoja določenih področij v možganih, kot je orbitofrontalni korteks, ki hoče regulirati čustva. Ko vemo, da mame od rojstva naprej dejansko regulirajo, pomirajo otroka, ko je nekako vznemirjen, ko mu je težko, in vzbujajo pozitivna čustvena stanja. Če gledamo nekako to dojenčka in mamo in ogromno nekakih trenutkov veselja in tega, ko mama nekako pomiri in zmanjša nekako neprijetna čustvena stanja. Tako da seveda pa potem to ne pomeni, da nekako posvojimo, v bistvu, če znamo ustrezno nekako vzpostaviti nekako kontakt, dejansko se da veliko tega, možgani so plastični, tako da je možno v bistvu razviti določene funkcije, ki prej niso bile razvite. Seveda pa lahko ostanejo določene rane in vsi jih imamo na nek način. Na katerih se včasih lahko tudi učimo, verjetno, ne? Kdaj je rana prehuda, doktor Žvelc, za normalno življenje? Zdaj, mogoče takrat, ko enostavno smo preplavljeni z bolečino, enostavno preplavljeni žalostjo, preplavljeni v bistvu svojimi občutji in dejansko ne vidimo drugega kot v bistvu enostavno ne znamo pogledati ven iz teh občutij. Tako da v bistvu potem pride lahko tudi do izgube smisla življenja in tako naprej. Rekel bi takrat, če razmišljam, ko dejansko nas to toliko ovira, da enostavno ne moramo nekako živeti, upravljati vsakodnevne obveznosti, enostavno presega naše zmožnosti spoprijemanja. Zanimiva je vzporednica s časom Tolstoja. Tolstoj je umrl leta 1910, to se pravi, to je polnih 100, skoraj, to se pravi, in toliko nazaj. In zanimivo je bilo, jaz sem mislila, da včasih so pa vendarle morda določenim čustvom veliko manj dovoljeni napram in drugim veliko bolj. Pa ne, pravzaprav je zelo podobno kot danes. Žalost odrivamo na stran, o umiranju ne želimo govoriti, to je nekaj, kar, kaj šele staranje. Skratka, vse te malce neprijetne občutke, ki so sestavni del življenja, odrivamo nekam, se bomo z njimi ukvarjali, ko bo nujno. Pa vendar, po vajnem mnenju, ali je žalost v življenju nujna za polno življenje? To zdaj ne pomeni, da jo vlečemo nase, ampak da si jo dovolimo, zaradi česarkoli že. Meni je zelo všeč ena misel Khalila Gibrana, ki pravi, da tisto, kar ti prinaša radost, ti prinaša tudi žalost. Če hočeš v življenju čutiti radost, takrat, ko tistega pač ne skušaš čuti žalost. To v življenju si ne polno. Ja. Veš, kaj je da? Ne. Ja, vsako čustvo ima neko svojo funkcijo, ne govori neko pomembno zgodbo. Tako da v bistvu, če zgubimo nekaj, kar nam je bilo pomembno, je zelo normalno, da bomo čutili žalost. Pa da bomo žalovali za nečim, kar smo izgubili. Tako da, jaz bi rekel, da sodobna družba je zelo usmerjena v to, da se rabimo dobro počutiti. Se pravi, sreča je ratala nekaj, kar ni bil vsi ves čas doživljati, tudi ko gledamo nekak filme in posod so nekak ta sporočila, može biti sreča, se moraš fajn počutiti. Tako da lahko pride celo do tega, ko v bistvu se ne počutiš dobro, ko se počutiš v bistvu čutiš tesnobo, žalost, neprijetno občutja, začneš spraševati, nekaj narobe z mano. Tako da smo se naučili v družbi zelo izogibati čustvom, izogibati doživljanju. In v bistvu bežimo od sebe prek različnih aktivnosti, se pravi, ali veliko delamo, ali zdaj slabo počutimo, moramo kakšno zdravilo vzeti, ali iti na pir s prijatelji in tako naprej, da ne čutimo v bistvu bolečine, da ne čutimo neprijetnega. In vse bolj raziskave psihološke govorijo, da to čustveno izogibanje je dejansko izvor mnogih težav in dejansko izvor psihopatologije. Tako da v nasprotju s tem, v nasprotju izogibanja se pravi, fajn imeti v mislih sprejemanje.
da smo lahko s tem, kar čutimo, kar doživljamo, na nek prijazen način. Se pravi, namesto da odrivamo to stran od sebe, da lahko v bistvu sprejmemo, objavimo svojo bolečino in neprijetna čustva. In to omogoča tudi v bistvu eno predelavo čustev, se pravi, da čustva pridejo in grejo. V nasprotju se pa zgodi, da na nek način odsekamo ali pa presekamo ta naravni tok čustev in tukaj se začne potem komplicirati, ne, se pravi, in lahko pride do različnih v bistvu psihopatoloških stanj. Zdaj bi verjetno tako nekdo rekel, ja, ampak zato moraš biti močan. Ti pa, ko si v nekem stanju, slabem, sam s sabo se ne počutiš močnega, ne? Kaj pa takrat? Jaz mislim, da tukaj lahko veliko vlogo igrajo tudi prijatelji, bližnji, ne? Se pravi, da v bistvu dva so močnejša. Ne? In če je nekdo res, prej smo govorili o sočutju, nekako res tam z nami, prisoten, z nami. Ne nujno z besedami. Ne nujno z besedami. Enostavno nam bo to pomagalo biti s tem, kar je, brez da bi bežali od tega. Ne? In seveda tak odnos drugih ne pomeni, kaj dostakrat naredimo, ko vidimo, da je nekomu hudo, a pa mu težko. Ne? Če imamo, na primer, vse bo boljš, ne? Dej, tole naredi, ne? Mu damo nek nasvet, kaj ne naredi, da se bo čim prej znebil v bistvu neprijetnih čustev. Ne? Ali pa v bistvu ga pomilujemo, bogi ti, ne? Lej, kaj se ti zgodili. Ne? Tako da sočutje in to. Prava pot, mislim, danes govorimo o sočutju, je ravno to, da smo s tem, kar je, da smo s drugo osebo, brez da bi nekako takoj dali nasvet, kaj rab narediti, kaj rab spremeniti in na nek način, da dopustimo drugi osebi, da ima tudi neprijetno občutje. Ne. Ampak tega se bojimo, ne? Tudi kot sočuten človek na nek način, če boli nekoga, ki ti je blizu, boli tudi tebe. In marsikdaj ljudje ne želimo niti kot ne čutiti nekogašnje bolečine. Male nekaj ste že nekaj zgodila, da se zliško želimo. Treba se še hvala dodati, da verjetno pa nikoli ne začenjati. Če bi bil jaz na tvojem mestu, to se mi zdi, da je takoj. Ja, zelo hitro začnemo dajati nasvete. Jaz tudi vidim v bistvu na treningih iz psihoterapije, ne, ko v bistvu prvič pridejo terapeuti, bodoči terapeuti imajo enostavno nalogo, da v bistvu da samo poslušajo drugo osebo, se pravi, ko vadijo da bi postali terapeuti. Da kar rabijo, ne samo slišijo in bodo nekako empatični, se zelo hitro zgodi v bistvu, da skušajo dati nasvet, kaj naredi, da ne bo čutil tega, kar čuti. Ne? Tako da to nam je toliko nekako v krvi, bi rekel, se izogibati bolečini, ne? In tudi pri drugih, ne? Se pravi. Ampak že, kar se meni zdi pomembno tukaj poudariti, ko drugemu želiš dajati nasvete ali pa pametovati ali karkoli, mu jemlješ moč. Drugi osebi jemlješ moč. Tako kot ti drugi jemlje moč, ko to počne tebi. Ali pa ko drugega pomiluješ, je kot da bi, ali pa rečeš, se bo to minilo, počakaj, da bo minilo, je kot da bi zanikal njegovo izkušnjo. Kot da bi njega zanikal. Tako da največ, kar lahko naredimo zase in za drugo osebo, če se lahko z drugimi besedami izrazim, pa povem pravzaprav isto, je zgolj, da smo navzoči. Z navzočnostjo smo preprosto tam, damo prostor drugi osebi, da začuti svojo moč. Da s tisto našo samo navzočo podporo naredi, kar sama zmore. Ker to je tisto, kar je pomembno, to je tisto, kar ti da moč, to je tisto, kar ti da vedenje. In potem lahko greš do naslednje izkušnje, naslednji izkušnji si že bolj opolnomočena in narediš korak naprej. Zdaj govorite, se mi zdi, malce tudi stavke, da se motim, ki govorite dekletom, ženskam, bodočim mamam. Ja, vi jih spremljate, ne, tako se mi zdi, da slišim to. Vi spremljate pravzaprav od početja naprej, oziroma tako, ko mama izve, da je pač... Nekateri že prej. Nekateri že prej, kaj to pomeni? Da vas pokličejo kot v porodno spremljevalko? Ja, ko se odločijo, da bodo imeli otroka. Mogoče zaradi tega, ker če povejo namero meni,
se potem, in dejansko ponavadi, kakšenkrat se obrnejo name zaradi tega, da bi mogoče lažje zanosile tudi, ker kakšenkrat določene stvari, določena prehrana, določena nastrojenost in tako naprej pri tem pomaga. Tudi določen pogovor pri tem pomaga in potem je večinoma to zgolj to dovolj, zaradi tega, ko izrazijo svojo namero, ponavadi se zgodi, da naslednjič, ko me pokličejo, mi že povejo, da so noseče. In kakšna je potem pot naprej? Kakšne so najpogostejše vprašanja, recimo? Je vprašanje ogromno. Še posebej dvomov mogoče ali pa strahov. Vprašanje dvomov strahov vsega je ogromno. Dan današnji večina teh dvomov in strahov pravzaprav izvira iz nekritičnega stika z drugimi, če smem tako reči, zaradi tega, ker smo velikokrat izpostavljeni mnenju drugih. Ko pa postanemo noseče, ko se nam to vidi, potem imajo ljudje občutek dolžnosti, da ti postrežejo s svojimi nasveti. Velikokrat ne, da bi spoštovali našo mejo. Kolikokrat se vam je to zgodilo ženske, ki ste bile kdaj noseče? Mislim, da ni nobene, ki se ji ne bi to kdaj zgodilo. Zdaj moš pa jesti za dva. To, ali pa, ne, mislim. Zdaj pa nehiti tole tvoje vegetarijanstvo. Ja, ne, ali pa vse te povedo tiste svoje najbolj grozne porodne zgodbe, kot da ti bo ravno to pomagalo, ko se pripravljaš na vse. Ja, ne, še je. Tako je bolelo, veš, jaz ne bi šla nikoli več. Ja. No, pa kaj so pa dejansko ti strahovi, recimo, ali pa tudi mogoče drugače. Se mi zdi se iz moje osebne izkušnje. Jaz sem imela dovolj težko nosečnost, da mi je zdravnik rekel, na vašem mestu ne bi niti sedel. To pomeni ležati do tistega 12. tedna, to je bilo pa v 5. tednu nosečnosti. 7 tednov ležati, jaz ni. Mislim, to je bilo meni tako kot ne. Če bi mi nekdo rekel, pogledajte, vi ste točno pred infarktom, če se ne boste ulegli, boste doživeli infarkt. Sem se ne bi ulegla. Ko je šlo za otroka, sem se ulegla in to je bilo vse 7 tednov najlepših v mojem življenju, ko sem po mojem prebrala vse tiste knjige, ki pred 5 let nisem. Pa sem si jih želela. Ampak kaj se mi je zgodilo? Zdaj, ko pomislim, ne, enostavno sem postala sočutna do sebe, začela sem imeti drugače rada sebe, ampak spet ne zaradi sebe, ampak zaradi otroka, ki ga nosim. To se ženskam pogosto zgodi. Ne znamo biti sočutne do sebe, ampak za svojega otroka bomo to naredili. In meni se zdi, da to, če ti prej ne nese, kaj pomeni sočutje do sebe, je to priložnost, da se tega začneš učiti. Ker v bistvu to, kar počneš za otroka, bi morali početi zase. In če ti mora tega naučiti otrok, aleluja. Pač je prišlo pozno spoznanje, ampak je prišlo. Doktor Željecki se zelo strinjam, ne? Se sliši samo sliši. V bistvu je sočutje zelo evolucijsko pogojeno. Dejansko to, da mama nekako je sočutna do otroka in da čuti sočutje do njega, seveda to ohranja, nekako omogoča, da se ustrezno odzove na otroka, ne? Se pravi, da otrok se ustrezno razvija. Tako dejansko bi lahko rekli, da ima neko evolucijsko funkcijo. Tako da, ja. Razmišljamo zdaj o senzibilnosti, ne? O tej občutljivosti, ki ta čas ji ni namenjen. Mislim, ji ni namenjen, na nek način naklonjen. No? Prej ste rekli, ne moramo biti lepi, moramo biti ves čas dobro, ves čas se moramo dobro počutiti in predvsem ne smemo pokazati, da nas je nekaj prizadelo. Sploh v teh določenih podjetniških ali kakorkoli vodah, kjer pravzaprav je vsako čustvo skoraj čustvo, ki ni to, ne, ki je moč, sposobnost je pravzaprav že neka šibkost. Vidva oba pri vajnem delu morata biti občutljiva, sicer verjetno niti ne bi šla v to, kar počnete. Kako vidva postavljata mejo? Ksenija, vsi vemo, da ob rojstvu je poleg vse radosti ob rojstvu otroka in tudi ogromno bolečine. Ta meja se v nekem trenutku zabriše, seveda potem meni vedno lepo, ker mama mi vedno rekla, jaz sem tako in vse pozabila, kako je bolelo. In kako, tudi vi ste ženska, tudi vi ste mama, tudi vi ste polna čutna, senzibilna.
kako to distanco, da še vedno ste lahko popolnoma tam, po drugi strani vas pa ne sesuje, recimo, ne gre vedno vse tako, kot je treba. Ne gre vedno vse tako, kot je treba, ampak na nek način gre vse tako, kot mora biti. Če tudi se zgodijo recimo reči, kot je, da otrok ne preživi ali kakoli. Ja, včasih je izkušnja, ki jo moraš sprejeti. In na dolgi rok ti vsaka izkušnja, če si jo zmožen sprejeti, tudi veliko da. Zveni mogoče kruto, ampak je res. Zdaj, jaz, ko spremljam, moja naloga ni, da stopam v to zgodbo. To ni moja zgodba. Moja naloga je, da naredim, izpolnim svojo obljubo, da dam prostor, da sem navzoča in da naredim vse, kar je v moji moči, da je ženska, ki rojeva, spoštovana, slišana in ljubljena. In izkušnje mi kažejo, da ženska, ki to izkusi, ne glede na porodno izkušnjo, svojo porodno izkušnjo doživi dobro. Ni nujno, da ima orgazmičen porod. Ne. To obstaja? Ja, obstaja. Ga ne doživi vsaka ali vsaka druga, ampak nekatere ga doživijo in sem bila priča, ženski, ki je res uživala. Jaz nisem tako sama. Lahko se recimo porod odvije čisto drugače od želja in pričakovanj, ampak glavno je, da si ti slišana, da si spoštovana, da si spoštovana, strani vsega. To je tista moja naloga. Torej, če si vas izberejo, neko dekle, neka ženska, ima neko sočutje, neko prijaznost za sebe, že zato, ker si je izbrala neko dodatno pomoč. Ja. Je tega veliko zdaj v Sloveniji? Imate veliko dela kot dula? Jaz sem zdaj začela spet delati kot dula, ker sem si vzela, koliko zdaj to naneslo, prejšnje leto sem si vzela čas, odmor, zaradi tega, ker sem morala poskrbeti zase. Zelo čustvena. Sem vedno čustvena, pa kakšenkrat sem malo pol. Zaradi tega, ker mi je lansko leto nepričakovano umrla mama. In ko se je to zgodilo, sem bila najpomembnejša zase jaz. In osebe, ki so mi bile najbližje v izgubi, in preprosto me ni moglo biti za druga. Ne bi bilo odgovorno ne do njih, ne do mene. Takrat sem bila poklicana k absolutni navzočnosti zase. Najprej mora biti napolnjena moja čaša, zato da bi sama od sebe prekipela. Vse veste, kako smo ženske. Imamo ogromno energije pod pogojem, da najprej poskrbimo zase. Ja, drugače pa časa se zelo hitro izpravi. Ja, izgorimo, če si priznamo ali ne. Zdaj pa je spet ta moč, naprimer. Ja, je. To ne pomeni, da sem celoti obžalovala, to je proces. Jaz bom mamo pogrešala do poslednjega diha. Kaj bo vaša senzibilnost, vaša občutljivost, doktor Žvelc? Verjetno slišite zgodbe, ki zdaleč niso lahke, lepe. Hkrati ste pa sam človek, oče, spet polno čuten, morda še bolj kot mogoče nekdo drug, ker sicer ne bi šli v te vode, ne bi šli v psihologijo. Kako vi vlečete mejo, če lahko temu tako rečem? Ja, mislim, da ste fajn izraz uporabili mejo, ne, dejansko. Tudi pri sočutju, ne, gre za to, da sicer se živimo v drugo osebo, ampak hkrati se zavedamo te ločnice med sabo in drugim. Se pravi, da je tam oseba, ki trpi. Se pravi, ne gre za zlivanje z drugo osebo, ne, ker kaj bi lahko pomagali drugi osebi, če bi zdaj klient prišel, bil zelo žalosten in potem bi se še mi pol ure jokali zraven, ne? Enostavno mu ne bi mogli pomagati. Ali pa če pomislimo na kakšnega otroka, ki je prestrašen in mama ga objame in je še ona zelo prestrašena. Tako da ne gre za čutenje istih občutkov, ne? Pri sočutju in uglašenosti, se pravi, gre za neko recipročno odzivanje. Tako da takrat, ko čutim sočutje, ne, takrat moram reči, da se dobro počutim in je neka v redu energija po koncu srečanja. Ne.
prišlo do enega kontakta, stika med vama. So pa določeni trenutki, naprimer, če se dotakne klient kakšne rane v meni, ali pa naprimer, da sem bolj pod stresom, ali pa da gre za zelo hudo stisko ali pa travmo, ki jo pove klient. Ne? Se pa lahko zgodi, da nosiš to nekako domov, se pravi, priješ domov in v bistvu še vedno nekako to na nek način je v tebi, ne? Razmišljaš o klientu, o stiski. Ne? Tako da se mi zdi takrat zelo pomembno poskrbeti zase. Ja, meni se zdi zelo pomembno, se pravi, imeti, vsaj zame, se pravi, da imam stvari, ki me veselijo, ki so mi pomembne, poleg službe, ki jo imam. Zelo pomaga mi praksa človečnosti, mindfulnessa, se pravi, nekako to skušam gojiti nekako vsak dan in mi pomaga. Da delate vaje? Ja, se pravi, gre za meditativno prakso, kjer v bistvu enostavno samo si s tem, kar je. Se pravi, gre za izkušnjo opazovanja, zavedanja svojega doživljanja in to omogoča narediti tudi v bistvu eno tako distanco, se pravi, da nisem jaz moja tesnoba, moja anksioznost, ampak da se nekako decentriram od tega in lahko to opazujem, se zavedam tega. In to se mi zdi ključno potem tudi pri delu s klienti, se pravi, da obstaja ta diferenciacija hkrati. Tako da, ja, skrb zase, seveda en pomemben vidik v bistvu psihoterapeuti rabimo imeti supervizijo, to pomeni, v bistvu, če se kaj zgodi, taga, v bistvu, da tebe vznemirja, ne, in je težko zate, to potem neseš v supervizijo, kjer se pogovori z drugim strokovnjakom, kjer poveš, kaj se zgodi, kako se počutiš, kaj doživljaš. In tukaj se potem lahko zgodi, se pravi, tudi neka regulacija, pomiritev, razrešitev teh občutkov. Tako da v bistvu ima ta supervizor nekako zelo pomembno vlogo, doskrat pa tega sploh popularno imamo v misli samo psihoterapeute, ne. Ampak obenem so tam še supervizori, ki pomagajo terapeutom, ne, se pravi, da lahko v bistvu handla svojimi občutji, seveda to ni edina funkcija supervizije, seveda, ne. Ja, to ne velja samo za psihoterapeute, oporodne spremljevalke imamo tudi to. Pa recimo voditeljice rdečih šotorov, odvisne od posamezne osebe, ampak intervizija in supervizija sta bistveni, ker ti moraš delati na svojem duševnem zdravju. Mogoče, zdaj ste se dotaknili rdečih šotorov, morda kdo med nami ne ve, kaj to pomeni. Mogoče na kratko, kaj se dogaja v rdečih šotorov? Obstajajo ne samo rdeči, več barvljeni, rožnati, rdeči in potem vijolični šotori, tako se reče. Glede na to, v katerem življenjskem obdobju smo ženske. Ampak pravzaprav so to ženski krogi, ki potekajo v eni veliki navzočnosti in zaupnosti, kjer se ženske podelijo med seboj. Določeni šotori so obrednega tipa, kar pomeni, da greš skozi določene izkušnje v življenju, zato da jih potem obredno oddaš na drugačen način, ne samo skozi pogovor. Mislim, ni pogovor tako bistven kot to, da si slišana in da lahko to preprosto oddaš in greš naprej. Drugačni rituali so. Kar malce nezavednega pri tem porabljajo, ampak delujejo. Se pravi, zdaj sem pomislila, ali obstajajo moški oporodni spremljevalci? Mislim, celo njegovo fotografijo sem bila, je eno v Ameriki, zdaj se bom spomnila ali Kanačana. En cel, tak bradat, precej konkreten, kosmat. Ne vem, ker ponavadi je, in ne vem, nimam mnenja o tem. Recimo lahko rečem za babice. Obstajajo babičari pri nas, za katere lahko rečem, da so res krasni, je zelo malo, ampak so res krasni. In dostikrat nekateri med njimi celo lepše poskrbijo za žensko pri porodu kot babice. Je recimo en babičar v ljubljanski porodnišnici, ki pravi, da ko ženska rojeva, vidi pred sabo svojo ženo in naredi to, kar bi želel, da bi njegova žena doživela.
In je zanimivo, kako ima on kot babičar, kot moški, pravzaprav večjo mero sočutja do revjajoče ženske, kot sem jo žal videla marsikdaj pri babicah, pri nas. To ne pomeni, da babice niso izjemne so, ampak nekatere tega sočutja nimajo v takšni meri, kot ga premore on. Oporodna spremljevalka je malce drugačen profil. Meni med drugim ustreza zaradi tega, ker lahko spoštujem svetost ženskega telesa. Jaz, morda zaradi določenih svojih izkušenj ali kakorkoli, ampak meni je žensko telo tako sveto, da nikakor ne želim v njega posegati fizično. Obenem pa imajo oporodna spremljevalka pravzaprav nekako postane ženski tisto, kar ženska potrebuje. Eni si prijateljica, eni si mama. Pa ne, da si ti taka vloga, da ga dam, ampak nekako kar nastane. Tisto obliko razmerja dobiš iz tega. Glede na to, da je spol vendarle nekako fluiden, razen biološki, mislim, da ta možnost je. Nisem ga pa še osebno spoznala. No? So lahko oporodne spremljevalke dekleta, ki še niso mame? Nekatere so. Morajo imeti? Ali je dobro, da imajo? Tukaj je malce debata, ena strokovna debata v zvezi s tem, ki nekako poteka. In v bistvu velja nekako tudi za babice, recimo se dosti časa spraševalo, ali lahko babica, če sama ni rodila. In veliko babic je, ki same nimajo porodne izkušnje. Za dule naj bi se nekako malo bolj pričakovalo. Je pa res, da jaz poznam nekaj dul, ki so mednarodno priznane, ki same niso imele porodne izkušnje, ki pa imajo to sočutje in so odlične dule. Čeprav en del mene je pa še vedno prepričan, da je določena izkušnja potrebna. Je pa res, da nekateri so tako modri, da se veliko naučijo že iz svoje izkušnje kot otroka. In mogoče iz tega veliko potegnejo. Nekateri pa imajo vse možne izkušnje, pa še ne pridobijo. Od česa je to odvisno, dr. Grenc? Od česa je odvisno pri človeku, recimo, da zna iz svojih izkušenj? Je to popolnoma karakterno? Ker res, včasih imamo občutek, da ljudje poznajo stvari, ki sploh ne vemo odkot. Recimo, te mladi, se mi zdi tudi, ne vem, ta 12-letniki, 14-letniki, to so oni tako modri, da samo gledaš, pa ti te izkušnje še ne moreš imeti. In obratno, ne. So ljudje, ki so že dali marsikaj skozi, pa grejo še enkrat na isti let. In si rečeš pa dobro. Česa je to odvisno? Tudi od ljubezni do sebe? Ja, v bistvu je fajno vprašanje, ne, o katerem sem že razmišljal in težko bi rekel, da imam en tak enostaven odgovor na to. Enostavno ne vem, kaj bi rekel glede tega. Ne? Tako da dejansko sigurno v bistvu same izkušnje nekako so pomembne. Tako je zanimivo, naprimer, ko gledam kakšni klienti ali pa kakšni ljudje, ki so imeli zelo težke izkušnje in so zelo zrastali prek tega, ne? So se veliko naučili. Tako da nekdo, ki je imel nekako relativno v redu izkušnje, mogoče niti ne toliko, ampak težko bi o tem kaj pametnega povedal. Kaj pa je povsem biološko ženska bolj sočutna, sposobna več sočutja in empatije kot moški, glede na to, da je mama, da je biološko ustrojena za to, da rodi, da poskrbi za mladiča? Jaz bi težko to rekel. Ne, tako da... Skratka, ni te distinkcije, moški je lahko prav tako ali še bolj. Jaz mislim, da ja. To zdaj bi bilo potrebno pogledati, kaj govorijo raziskave o tem. Ne? Tako da, zdaj čisto po vaših izkušnjah? To je spet zelo odvisen, ne? Se pravi, so moški, ki so, kot pa ženske, ki so lahko zelo sočutni in seveda nekateri, ki niso, ne? Tako da, ne. Kakšen človek je pa, ja. Jaz mislim, da so moški ravno tako sočutni kot ženske. Enako zmožnosti imamo. Nekaj posebno drugega je to, kar od nas družba zahteven pričakuje. Mi imamo zelo neizprosno družbo, zelo neizprosno družbo smo razvili in smo oblikovali, ki poveličuje storilnost na račun našega bitja.
In jaz sem srečala ogromno moških, srečam imam med drugim velikansko, da si življenje delim z zelo občutljivim, sočutnim, neverjetnim moškim, ki je zaradi tega, ker je tega zmožen, omogočil marsičem priti meni v stik s temi platmi pri sebi. In v enem imam sina, ki je tako sočuten, mogoče zato, ker mu je ta možnost omogočena, ker ni bil prisiljen postati neizprosen do sebe, ki me uči, da je to možno, da to ni odvisno od spola. Zato je moja neposredna bližnja izkušnja, ampak srečala sem ogromno moških, ki so takšni, in srečala sem ogromno žensk, ki smo tako neizprosni do sebe. Ena misel od včeraj iz Hospic kafeja dr. Janka Bohaka se me je dotaknila zelo. Rekel je, tisti, ki žre sebe, bo žrl druge. In moram reči, da se me tako rdeča lučka se je prižgala, pustimo zakaj. Ampak razmišljam o tem, dostojanstvo torej govori tudi o ljubezni do vsega živega. Pri mami včasih govorimo brezpogojne ljubezni do otroka. Ali brezpogojne ljubezni kot prav obstaja in kakšen človek je sposoben ljubezni do vsega živega? Kakšen mora biti človek, da to ljubezen dejansko živi, ne da imamo v glavi, ne saj mi vsi vemo, da imamo radi živali, da želimo, ne vem, rastlinam, da dobijo tisto, kar želijo, da seveda so človeku želimo vse najlepše, pa vendar, če bi bila kakšna krizna situacija, kakšen človek je sposoben vse prežimajoče ljubezni? Zdaj, ko sem bral nekako Tolstoja, njegove izpovedi, je on nekako res prišel do točke, ko na nek način se mu je zazdelo v bistvu to življenje, ki ga živi, v bistvu dejansko nesmiselno. Oziroma, ugotovil je, da enostavno to, kar je živel, ni okej, se pravi. Tako da je prišel dejansko eno tako globoko duhovno krizo, se pravi, se začel sprašovati vprašanja, kaj je sploh smisel, zakaj živim, zakaj bivam. Začel je brati v bistvu od budizma, potem različnih filozofov, Schopenhauerja, naprimer, potem v bistvu Biblijo, krščanstvo in tako naprej. In jaz mislim, da iz tega iskanja, se pravi, kaj je res moj smisel, zakaj živim, kaj bivam, je nekako prišel pri njemu nekako do tega obrata. In on je to zelo najdel, se pravi, tudi v Bibliji, v krščanstvu, ampak ne z vidika v bistvu dogme, ker vemo, da je on na nek način bil zelo proti cerkvi, nekako zavrnil, ker v bistvu se je zgodilo to, da je rekel tam, da živijo v bistvu, kako morajo v bistvu propagirati vojno, mogoče celo ali pa mod in tako naprej za zmago, se pravi, da to ni skladno nekako s temi vrednotami krščanstva. Tako da jaz bi rekel, da en del tukaj to, da bi res čutili dejansko ljubezen do vsega živega, verjetno je to pa običajnih ljudeh so trenutki, v bistvu, ko res to polno začutimo. Se mi zdi, da tukaj gre za eno področje, v bistvu, ki posega na področje duhovnosti človeka, se pravi, kaj je smisel, kaj je namen. In on na nek način govori o tem, napisal je knjigo Božjo kraljestvo je v nas, v tem smislu, da je na nek način v sebi našel nekako, kako je rekel, to božansko jedro, ki je ljubezen. In to božansko je videl potem v drugih in v živem. Tako da bi rekel, da je šlo za eno tako duhovno izkušnjo. Moče v psihologiji je o tem veliko govoril Jung, ki je tudi govoril o teh krizah, se pravi, ki omogočajo potem eno pot individuacije, ali pa Maslow, ki je govoril o samoaktualiziranju osebi, se pravi, ki je na nek način realizira nekak samega sebe. Na to sem pomislila, ko je on to božanstvo našel v sebi. Prej je pravzaprav moral spustiti vse materialno okoli njega in s tem zaradi tega imel svojo ženo velike težave, zato ker
v tistem času on je bil pravzaprav zaradi svojih avtorskih pravic literarnih del izjemno bogat človek, ampak on si tudi avtorske pravice v enem trenutku odpovedal, rekel, vse, kar od tu naprej napišem, pišem zaradi pisanja samega, ne zato, da bi karkoli, seveda njegova žena je norela, ker je bila pa navajena pravzaprav tega aristokratskega življenja. Konec koncev se je slekel iz aristokratskih, kar je najmanj iz oblačil. Dejansko je začel živeti, kot so živeli njegovi kmetje, šel je tudi pravzaprav Ano Karenino je nehal pisati za 1 leto. Zato, da je šel, ker je bila tisto leto bila zelo slaba letina, za 1 leto svetovno znani pisatelj, ki si predstavljaš, kak ego so bili ti ljudje, dal na stran Ano Karenino in šel fundraising, to se pravi, začel je zbirati sredstva za celotno tisto območje, da je pomagal tem ljudem preživeti. In moje vprašanje, ravno danes sem brala Jadranka Juras, ki je zelo radikalno določenih stvari, moja ljuba prijateljica je pravzaprav točno to v enem komentarju na Facebooku napisala: pri nas je vsega preveč, preveč hrane, preveč oblačil, preveč plastike, preveč telefonov, preveč besed, preveč misli. In ali je pot, če zdaj iščemo recimo recept do neke božanskosti v sebi, kakorkoli se že to sliši, lahko to prevedemo v to, da bomo mirni, da bomo srečni, da bomo sposobni deliti to vse prežemajočo ljubezen, ali je način ta, da odvržemo vse to, kar nosimo vsak dan sabo. Tudi materialno, ker se zdi, da smo zelo usmerjeni v materialno, sploh v tem zahodnem delu sveta. Da smo si to, kot ste rekli, da smo si to, da smo razvili družbo materialnega. Je to pogoj, po vajem mnenju, da odvržemo vse odvečno? Vse odvečno, ja. Vse odvečno, oziroma to, kar doživljam, zares je za nas odveč. Ne tisto, kar je za naše potrebe pomembno. Ker to bi bilo, ne do mere, ko bi šlo za zanikanje sebe. Tako, ne do mere. To pomeni, če jaz sem se naučil malce srdičnosti, zdrave sebičnosti do sebe. Tako da bi rekla, da ja, tisto, kar je odveč, ni potrebno, ampak nikakor ne iti v zanikanje sebe, ne delati sebe svetnika, svetnice. Zaradi tega, ker to je tudi igra in past. Se pravi, če rabimo iPhone, ga ni treba dati stran, ker to je moja podljubitev, mar se hecam. Ampak pa ga res imam. Knjige je potrebno vsako leto zamenjati, tako. Ja, zdaj, ko sem bral Tolstoja, v spovedih, on v bistvu, ko je opazoval to družbo, sebe in svoje kolege, nekako je videl, da enostavno vsi ti užitki in vse to materialno mu ni dati tisto, v bistvu, po čemer je resnično prepenel. In je prišel do tega, da v bistvu, kaj je sploh smisel življenja. Pa je pa v bistvu opazoval preproste kmete na nek način, ki pa so imeli eno vero v življenje in na nek način stik z naravo in zato ga je tudi to privlačilo, da oni imeli občutek, da so v bistvu veliko bolj srečni, kot pa on. Se pravi, ko v bistvu enostavno živijo, delajo in tako naprej. Tako da jaz bi tudi mogoče podobno rekel, da ne gre zdaj za zanikanje materialnega. Se mi zdi tudi, da duhovno se včasih gleda, kot moramo nekako raditi asketi in zanikati. Jaz mislim, da je odvisen, kakšen odnos imamo do tega, kar imamo. Se pravi, do materialnega in da je mogoče to bistveno. Se pravi, da ena stvar je to, da smo okupirani in to narata naša identiteta in občutek, da rabimo še več, nekako, ali pa v bistvu razvijamo nek tak, da se, kako bi rekel, da naša identiteta na sebi nasloni na vsem tem, kako bi rekel. Jaz bi rekel, da ključ je v bistvu, koliko se identificiramo z različnimi zadevami v našem življenju.
Duhovnost je pravzaprav za moje pojme zelo prizemljena. Sicer ni povezana z svetom, ni stvarna. Ne? Sem hotela že prej, me matra, pa moram povedati, že prej hotela sem nekaj reči. Ljudje smo si mogoče različni, ampak jaz osebno živim po načelu, da kar naredim drugemu, naredim sebi. Pač to je moja stvarnost. Če naredim nekomu drugemu nekaj, kar za mene ni v redu, je kot da bi sebi to prizadela. Tako da jaz v tem smislu razumem to dostojnost tudi in ga tako živim. In mogoče zveni ti malce čudno, ampak recimo zato sočustvujem z drevesom, ki mu ni namenjena smrt, pa je bilo izruto ali požagano ali karkoli, kar je nekoga motilo ali kar je hotel na tisti parceli zgraditi blok na mesto, ki bi ljudje živeli recimo paho. No, ni slučaj, da je Tolstoj, da govorimo 100 let, desetletja, po njem, še vedno v njem, pa tudi bomo še se mi zdi. Namreč kako je on treniral sam sebe že kot otroka. Nekoč me je obšla misel, da sreča ni odvisna od zunanjih vzrokov, temveč od našega odnosa do njih in da človek, ki se je navadil prenašati trpljenje, ne more biti nesrečen. Hotel sem se privaditi nad Bogom in sem ne glede na silno bolečino držal 5 minut v iztegnjenih rokah lepsikone, ali pa se skril v shrambo in si izvrvijo tako biče v goli hrbet, da so mi iz oči pregrele solze. Drugikrat sem se kar nenadoma spomnil, da me smrt čaka vsako uro, vsako minuto in presodil, da človek ne more biti srečen drugače, kakor da se okoristi s sedanjostjo in opusti vse misli o prihodnosti. Nisem razumel, kako da ljudje doslej tega niso spoznali. Pod vplivom te misli sem 3 dni pustil učenje v nemar. Ležal sem lepo v posteli, bral romane in slastjo užival medenjake in kupljenje za zadnji denar. 150 let nazaj napisam. A ni noro? Kaj da bi brali za danes? Mislim, me je čisto fascinira. Ta popolna časovna univerzalnost. Se zdi, da ljudje se nismo spremenili od faraonov naprej. Ko gre za čustvovanje, ko gre za ljubezen, ko gre za... In preden dava priložnost za vprašanje, dava priložnost za vprašanje tudi vam, drago občinstvo. Imam vprašanje za vaju, ki se mi zdi, da je eno ključnih v tem trenutku. Kje smo Slovenci kot družba, ko gre za sočutje? Bili smo na veliki preizkušnji lani takle čas, z vsemi begunskimi vstopi in nevstopi. Še vedno, pustimo zdaj, kje je Evropa. Ne? Kje smo Slovenci? Včasih se mi zdi, da če nočemo ali pa ne znamo pomagati sosedu, kako bomo sebi v določenem trenutku. Pa vendar, potem se zgodi pač neka tragedija ogromne skupine ljudi in Slovenci odreagiramo, kot smo reagirali kot družba, ne govorim kot posamezniki, ker verjetno je med nami veliko takih, ki bi odreagirali drugače, kot smo, kot družba. Kaj to pomeni, da smo popolnoma nesočutna družba? Družba je, posamezniki ne. Družba je, posamezniki ne. Ampak zaradi tega, ker smo tako, jaz res mislim, da smo tako zelo nesočutni do sebe. Večina nas nima radih. Nimamo se res radi, ne sprejemamo se takšne, kot smo. Ne vidimo svojega bogatstva, ne cenimo se, ne spoštujemo se. In to se nam kaže na razne načine, malce bom zdaj politično se prevečujem, pa res. Kaže se nam na razne načine. Kaže se nam tem, da recimo nismo ponosni uporabniki svojega jezika. Nismo neponosni, neljubeči uporabniki svojega jezika. Pri čemer je samo materinščina jezik srca, govorica srca. Noben drugi jezik ne more biti govorica srca. Noben drugi jezik, pa verjemite mi, znam nekaj jezikov, ampak noben drugi jezik ne more govoriti govorice tvojih najglobljih soban. Ni ga tega jezika.
In če nimaš tega spoštovanja do sebe, tega sočutja do sebe, te ljubezni do sebe, da vidiš v tem svojo vrednost, potem tega nikakor ne moreš videti na ven. Ne moreš, potem vidiš zagotovo v nekom drugem, nekoga, ki ti še tisto 5 zemlje, ki imaš, lahko v življenju. V nas je veliko strahu, v nas je veliko mržnje do sebe. To, kar ste zdaj rekli, jaz imam prijatelje, on je Iranec, ona je Slovenka. Njuna hči govori v enem stavku 3 jezike, farsi, angleščino pa slovenščino, ker se med sabo pogovarjata seveda angleško. In zdaj ste me spomnili. Njuna največja težava je to, da ne morata v svojem jeziku povedati. Takrat, ko je težko, morata oba si sposoditi angleščino. Ona ne more povedati v slovenščini, on ne more povedati v farsi. Zato zdaj pravzaprav otroka učita, da nismo bilingval, ampak je pač 3 jezike, da res, ravno zato, ker bi jo rada varovala tega. In to ste me zdaj spomnili. Kakšna težava je to v paru, ki se sicer lepo razume, ampak ko je pa tudi za najlepše stvari, bi jih rad povedal v svojem jeziku. In se moraš prevajati na nek način. Ne? Zakaj se nimamo radi? Zakaj nas je toliko ali pa je toliko ljudi v Sloveniji, ki se še vedno nimamo radi? Se zdi, včasih da je to taka naša nacionalna, tako malo na pol šport. Ja, zelo imamo vzgojene v bistvu kritiko, ne, se pravi, moraš biti tak in na nek način od vzgoja naprej se mi zdi, da se to zelo pozna, se pravi, neki standardi, kakšen bi mogel biti. In če nisi tak, v bistvu si kritiziran in to seveda internaliziramo, ponotranimo, tako da znotraj sebe bomo potem tega kritika, ne, ko se kritiziramo, ponižujemo, ko nismo dovolj dobri in tako naprej. Rekel bi še to, ne, v bistvu, da dostikrat bežimo od sebe, ne, se pravi, od teh težkih, neprijetnih čustev, ne, kako bi rekel, da bi bili v bistvu to neke pošasti, ki jih nekako udrinamo nekako stran, vendar v bistvu nam nadajo miru, ne. Bodi si, da prihajajo v zavest in sprožajo občutje anksioznosti, bodi si, da te pošasti nekako projeciramo nekako na druge, ki so drugačni od nas in potem vidimo grožnjo od zunaj. Tako da v bistvu največkrat je tukaj, ne, ko gre za nekako sovraštvo do drugačnih ali pa, ne vem, za predsodke, gre dejansko za te naše strahove, naše občutke in pošasti, ki smo jih nekako prilepili nekako na druge ljudi. Tako da v bistvu bi se lahko veliko naučili, če bi, ko izražamo kritiko, ko imamo predsodke do drugih, če bi se vprašali, kako pa je to z nami, ne? Da je to neverjetno en del nas, ki ga v bistvu ne moramo sprejeti pri sebi. Ampak zato je pa potrebna že sama refleksija, kar pa spet lahko naredijo ljudje, ki so vredno močni, močnejši, ki se imajo radi. Pa imamo krog. Ki si želijo biti srečni, ampak zares, pristno. Za srečo mora biti volja? Ja, jaz mislim, da rad biti ena namera, volja, želja, delati na sebi, se sprašovati o sebi, kje sem, kaj želim. Tako da ja, bi pa to zdaj Slovenci ali pa kakšni drugi narodi. Jaz mislim, da je v vsakem narodu je, v bistvu bomo našli neko nestrpnost do drugačnosti in tako naprej. Ravno zaradi psihološke, kako bi rekel, psihološkega vidika, ne? Na nek način, da ne sprejemamo tega pri sebi. Tako da težko rečem, da je primerjavi z drugimi narodi. Jaz mislim, da je to zelo človeška lastnost. Skratka, ni treba zdaj Slovence še zato obtožiti, da smo še tukaj čudni, ne? Točno, ja. Kar nekaj družboni. Kakšno vprašanje? Jaz bi nekaj sam dodal. Prej, ker je bilo govora o
o materialnem, pa kako se odpovedati, tako kot nje pa, ne, Ksenija je zelo lepo rekla, odvečna. Ne. Jaz mislim, da če je nekaj odveč, potem sama stran pade. Ne. Ti lahko greš v votlino in živiš oblečeno strgano vrečo in ješ, ne vem, gobice, kaj v votlini najdeš, ne. Ampak je to spet neka poza ponavadi, ker želiš nekaj dokazati. Če živiš sam iskreno v sebe, če uporabljaš stvari, kupuješ stvari, ki jih želiš oziroma potrebuješ zaradi sebe, je to drugače, kot če se oblačiš, kupuješ, nabiraš stvari zaradi zunanjega efekta, da bi ljudje videli, kako se imaš. Že to je velika razlika. Ne? Zelo veliko ljudi živi in se obdaja in uporablja svoj denar za stvari, ki so namenjene zunanjim opazovalcem. Ne znajo uživati sami intimno tisto zadevo, karkoli je. Ne? In že če narediš ta korak, da pomisliš, kaj bi jaz sam želel, je že veliko. Ne samo ono, zdaj v ta nov Audi, ja moram ga imeti, ga ima pa ne? To je tak zelo tipičen slovenski zunanji znak. Ne? In vidiš ljudi, ki potem s temi avti se vozijo, dajo ves denar za to, vso energijo, pa me res zanima, kdo res uživa v tem, čeprav je to dober avto, dober narejen vse, ampak a je namen res, ker jaz to želim zase, ali je to zato, da bojo videli, da ga imam? Pa da v sosed fejstoliš. Ne? Ja. To se zahodno. Če lahko še nekaj dodam. Jaz mislim, da ni slab nič hudega, oziroma ni nič takega, zaradi česar bi se nam bo treba pripičati, če gremo tudi onkraj svoje potrebe v materialnem. Če si privoščimo nekaj, kar nam pogreje srce. Če imamo do tega ljubeč in spoštljiv odnos. No, ni nujno potreba, ampak je nekaj, kar si podarimo, nekaj, kar si damo. Ne zaradi tega, da bi s tem zdravili neki manko ali naglaševali ali naslavljali neki manko, ampak zaradi tega, ker to spoštujemo, to cenimo, to nam je všeč. V užitku, no, o tem sploh nisem videl, užitek je za človeka in za človekovo duševno zdravje nujno potreben. Ne? Ni treba jesti trde skorje kruha, zato da ne bomo več lačni, lahko uživamo v kruhu. Lahko uživamo v trdi skorji kruha, ampak lahko uživamo pa v sveže pečenem ajdovem kruhu. In v tem ni nič slabega, v tem užitku. Zato smo tukaj, pogledamo živali okrog sebe, ne tiste, ki so odvisne bogerege od nas in doživljajo vse možno, ampak pogledamo živali v naravi. Te živali si privoščijo užitek, te živali si privoščijo počitek, te živali uživajo na soncu. Te živali živijo, dostikrat dosti bolj polno, kot živimo mi. In kaj v tem slabega? Nič. Marsikdaj bi zamenjali s tisto mačko, ki se to pride. Razen tega, da se užitka nikoli v življenju ne učimo. Ampak nam je od samega začetka dan, če ni zatrt, nam je vsakega začetka dan. Otrok, recimo v sesanju, v dojenju doživlja užitek. Vse, kar je dobro za otroka, se rodi. On to čuti kot užitek. Od užitka se odnaučimo. In potem, če se tega zavemo in nam to manjka vse, ampak nekateri smo pripravljeni iti skozi pekel, da spet do njega pridemo. Čeprav je to naša neodtujljiva pravica. Ja, dostikrat smo pač bolj tupaste sorte, ne? In dostikrat cenimo stvari, ki so nam bile odvzete in jih moramo spet priboriti, pridobiti, do njih spet priti. Ampak takrat jih ne jemljemo več za samoumevne. Jaz pred nesrečo nisem dovolj cenila svojega življenja. Ne? Nisem ga. Ko sem
se odločila, da bom prišla zdaj, da bom živela naprej. Od takrat naprej enkrat se nisem vprašala, a preveč trpim v tistem trenutku, ne. Ker se spomnim svoje zavestne odločitve, da bom živela naprej. Tako kot je bila moja zavestna odločitev, zagotovo, da sem se rodila v tistem trenutku. Ampak nisem bila tako hvaležna za to darilo. Potem, ko sem skoraj to izgubila, potem sem znala ceniti vsak dih in živeti vsak dih in bila hvaležna za vsak dih in ga dejansko čutila. Marsikdaj danes ga ne, zato ker zdaj življenje mi teče naprej, ampak takrat, ko se mi življenje res ustavilo, takrat sem živela vsakim dihom pravo meditacijo. Zdaj doživim dosti krat v meditacije, pa takrat, ko se upočasnim, ampak takrat sem pa res v takem stiku. In sem hvaležna za to darilo, ki mi je veliko povedalo, zaradi tega, ker nisem cenila tega prej dovolj. Predni se razumemo, dr. Žverc, narcizem. Zdaj, ko sem poslušala gospoda Vahna in ko poslušam Ksenijo Marijo, ves čas govorimo o sočutju do sebe. Zakaj je po eni strani nam tega manjka, po drugi strani je pa vse več narcisov med nami? To je na nek način paradoksalno, ne? Ja, ne omenim, da v bistvu raziskave kažejo, da sočutje do sebe ni povezano z narcisizmom. To je zelo taka pomemben vidik, se pravi, narcisizem nima veze s sočutjem do sebe. Tako da, zdaj pri narcisizmu, se pravi, se razvija že zelo zgodaj v otroštvu, ko starši, pomembni druge osebe, sprejemajo otroka, takrat, ko je otrok tak, kot oni želijo, ga zelo cenijo, ga zelo občudujejo, ko pa v bistvu dela kaj, kar njim ni všeč in je spontan, takrat pa v bistvu ga ponižajo, tako da v bistvu otrok razvije en tak več vreden občutek sebe, se pravi, kot da so nad drugimi, najboljši in tako naprej. Ampak za tem v bistvu se skriva ena zelo velika krhkost in ranljivost in občutek ene velike manj vrednosti. Tako da v bistvu zdaj, če razmišljamo o narcisizmu, v bistvu so te osebe gnane k temu, da ohranijo na to občutek, da so najboljši, da so nad drugimi. In tukaj gre lahko tudi materializem zraven, seveda najboljši avto, najboljša ura, da me bodo drugi občudovali, me cenili, se pravi. Tako da v bistvu so identificirani z neko lažno podobo v sebi, se pravi, ki se je ustvarila in jo hočejo na vsak način ohraniti. Tako da dejansko jim pa manjka sočutja do sebe, sočutja do te ranljivosti, ki je zadaj. Tako da se lahko zgodi dostikrat, osebe, ki so narcisistične, dostikrat ne bodo prišle v terapijo, zato ker zakaj bi rabili terapijo. Ampak pridejo pa takrat, ko se jim nekaj zalomi. Naprimer, kaj so lahko zelo uspešni podjetniki, z veliko denarja, zelo občudovani, potem pa naredijo neko tvegano potezo, ker imajo občutek, da vse zmorajo in da bodo uspešni, in potem, naprimer, gre firma v stečaj in potem v bistvu pride občutek depresivnosti, manj vrednosti, suicidalnosti in tako naprej. In takrat nekako se potem odločijo, naprimer, ali pa jih odpeljejo v bolnico, naprimer, tako da in iščejo takrat pomoč, tako da, ja. Zadnje vprašanje za oba. Kaj ste se pri svojem delu z ljudmi, predvsem pri delu z ljudmi, naučila, česar ni napisanega v strokovni literaturi, v ne vem, navodilih za kako biti odporno spremljevalka? Kaj je tisto, kar vaju vsakič znova kot sočutni bitji uči stik z ljudmi? Zdaj jaz bi težko rekel, da zdaj razmišljam, veliko stvari že napisane, tako da je težko narediti nekaj, kar ni že nekdo rekel ali pa, Ampak jaz bi rekel, da ena pomembnih stvari, ki sem se naučil, je v bistvu samo biti. V nasprotju s tem biti ves čas v akciji, enostavno biti sam s sabo, biti prisoten. In to je nujno
pomembno v psihoterapiji, biti prisoten s tem, kar je, sam s sabo in s klientom. Ne, ker tako v našem življenju smo ves čas usmerjeni v akcijo. Zdaj sem tle in moram tja pridati, ravno to in to narediti, ne, vse te skrbi in tako naprej. In en pomemben vidik je v bistvu se ustaviti, ne, in biti prisoten s tem, kar je. Enostavno, ko in ob hrani, in v stiku z drugo osebo, in sam s sabo, tako da to je tisto, v bistvu, kar se učim, ki je nekako tudi nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno nekako zame v mojem življenju, kako biti s tem, kar je. Absolutno se strinjam, ampak ena stvar, ki sem se jo še zraven naučila, tako zelo meni pomembno prezemljena, je, da ni nič osebnega. Jaz lahko doživljam osebno, ampak ni nič osebnega. Ne vem, če sem dovolj jasna. Zgodba, ki se odvija okrog mene, me lahko nagovarja, ampak ni osebna. Ni moja zgodba. Ločevanje zgodbe, ki je naša zgodba, ki niso v tem smislu. Ne samo to, ampak tudi vsem tem, kar se zgodi, ni nič osebnega. Vse vi razumete. Okay. Imam tudi jaz idejo, ampak ne vem, če... Stvari, ki jih doživljamo osebno, so osebne zaradi tega, ker so to del našega filma. Ampak nič se ni zgodilo, kar bi bilo osebnega. Razumete? Vse, kar doživljamo kot osebno, je samo priložnost za to, da lahko to oddamo in samo še bolj smo. Sem se zdaj bolj izrazila. Vse nam je pa jasno. Vaše vprašanje. Seveda. Čeprav ste rekli, da je že zadnje. No, dajmo še. Se mi zdi, da se partnerstvo, recimo, nič nismo partner, čeprav je v bistvu vseh besedah, ki ste jih izgovorili, že so govori na dlani, ne? Ampak kolikor jaz opazujem v svetu okrog sebe in partnerje, partnerstvo, odnose, posebej mladih družin, ali pa tudi tistih, ki imajo malo starejše otroke, je najtežje v partnerstvu biti sočuten. Ne? Zakaj je temu tako? Zakaj se tam največkrat, ne vem, dogaja, oziroma kaj več vsi tela, kako pač to tekmovati, oziroma kako se naučiti biti čim bolj sočuten do tistega, ki imaš pravzaprav najraje in si ga izbral za svojega soporodnika. Doktor Žvelci. Verjetno je to pogosto vprašanje vaših klientov. Jaz bi rekel, da partnerji v bistvu dosti aktivirajo naše rane. Ne, se pravi, in se hitro, kot ste rekli, vzamemo osebno. Ne, se pravi, ja, ne, tako da, ker tudi ponavadi, ne, ni naključno v bistvu katerega partnerja smo se zbrali, tako da dostikrat pride do težav, problemov, v bistvu partner aktivira neko našo nerazrešeno zgodbo in mi njegovo in potem je včasih težko nekako najti skupni nekak jezik in biti sočuten do tega, biti sočuten do drugega, ko si sam vznemirjen in sam preplavljen s svojimi nerazrešenimi stvarmi. Tako da, poleg tega se dostikrat zgodi, da v partnerju v bistvu se s časoma nekako že razvijamo neko schemo, kakšna druga oseba je, kakšna je in potem nekako funkcioniramo na podlagi te scheme. Se mi zdi, da je pomembno nekako, da se naučimo nekako partnerja tudi mogoče vedno znova videti na nek nov način, mogoče, kad ga vidimo prvokrat, kad drugače ga lahko zelo vidimo na podlagi teh predstav, ki smo si jih ustvarjali. Evo, spet mi teži, ne? Evo, le kakšna je in tako naprej. Kakšna je? Ja. Ksenija, vaše izkušnje? To je zelo odvisno, kako si partnerja izberemo in koga si izberemo za partnerja. Včasih si za partnerja izberemo osebo, ki je lahko naš največji učitelj, ampak to ne pomeni, da s to osebo potem ostanemo za vse večne čase. Ko se naše učenje konča, gremo tudi narazen. Jaz se spomnim enega svojega življenjskega sopotnika, ni bil življenjski sopotnik, ampak ene svoje učne lekcije, ki je uteležila najhujše lastnosti mojega očeta in moje matere. In je z vsakim dejanjem odpirala moje najhujše rane.
Ampak brez tiste izkušnje, jaz tistih ran ne bi mogla naslediti. Verjetno ste bili noro zaljubljeni van. Ne tako, v bistvu se mi je on izbral, to je najslabše. Jaz sem bila absolutno trdno sem prepričana, da je ženska tista, ki izbere. Ženska tisto par nanosekundo ve, ali je to ali to ni. Se pa kdaj presliši, se kdaj odzovejo tisti drugi deli nje, ki morajo nekaj doživeti, ki morajo nekaj predelati in tako naprej. In se najdete v tistem svojem, kako bi rekla, zelo specifičnem tangu. Ne vem, če poznate knjigo Ženske, ki preveč ljubijo. Poznate to knjigo? Ta knjiga meni veliko dala. In je tam prav ta primerjava, da kako se ti skozi določene življenjske izkušnje se vsak nauči svojih plesnih korakov, ki seveda niso tisti, ki bi se jih naučili v plesnih šoli. In potem znamo plesati samo na določen način in se v plesu javamo samo s tistim, ki ima zrcalne korake od naših. Ne? In mogoče rabimo to izkušnjo dostikrat, da ugotovimo, da nam pa tango na tak način ne paše, da bi ga pa rade plesali tako, da se bi pri tem v redu počutili, ne? Da bi bil drugačen odnos med plesalcema. Ko se pa izbereta, lahko se pa, mislim, razne variante, razne razloge imamo, zakaj se izberemo. Ampak tudi takrat, ko se izberemo iz povsem zdravih razlogov, se v partnerski zvezi, še posebej, če pridejo takšne življenjske prelomnice, kot so otroci, marsikaj spremeni. Ker otrok, tako kot prinaša neverjetno veselje, prinaša tudi velikansko obremenitev, če smem tako reči. Za otroka je treba skrbeti, za otroka je treba biti sploh v tistem, bolj kot otrok majhen, bolj je treba se mu absolutno posvečati. Ne? Pozneje se ta stres zaradi te nujne skrbi zmanjša. In tista navzočnost je od nas takrat potrebna, ki otrok je en zelo zahteven, če smem reči, duhovni učitelj. Otrok, ki se rodi, zahteva od nas nenehno zmožnost navzočnosti. Kot da bi bili najbolj razsvetljeni duhovni učitelji. Otrok nas potrebuje 24 ur na dan in to vsako nanosekundo. In tiste, ki se spomnite, ko ste rodile, ne, samo na WC ste šle in otrok vas je rabil. Ne? In potem ste začeli hoditi lulati z otrokom na WC, ker drugače ni šlo. Prvi tuš. Ja, nevi brez tuširanja, ker ni šlo. Tako navzočnost, tako zahtevo po prisotnosti imamo otroka na začetku, ker je to povsem naravno in normalno in to je velik preizkus za vsako zvezo, za vsakega človeka. Na neki ravni je stres, je ena velikanska preizkušnja, ki ko jo damo skozi, če jo znamo dati skozi, potem veliko prinese in tudi veliko da. Dokler je najstnik, potem se začne po začetku. Skratka, bom si sposodila to, kar ste rekli, dr. Žvelc. Hvala, da ste se ustavili. To se mi zdi bistveno. Jaz se zdaj učim ustavljati, ker se v enem trenutku moram začeti ustavljati, ker drugače te začne ustavljati telo. Ali pa še kaj hujšega v tem smislu, kot se je zgodilo vam. Cesta. Pri meni se tudi telo polno. Ja, no. Skratka to, da ste si vzeli čas, da ste se ustavili in smo bili z nami, seveda z vsemi mislimi in z vso lepo energijo, ki ste jo pravzaprav delili z nami tremi. Vama najlepša hvala, magistrica Ksenija Marija Levač in hvala doktorju Gregorju Žvelcu. Vam pa seveda tudi povabilo, zdaj pa čez mesec dni, 3. aprila, to bo ponedeljek, boste pa z nami doktorica Alenka Rebula, verjetno jo poznate, tržaška pisateljica, psihologinja, pesnica, izjemna sogovornica, vsakič znova božja samo s tem, ker je. In Dejan Sotirov je pa čisto poseben fant pri 35, ki je bil diagnosticiran z ADHD. To se pravi, kot mlad fant so ga označili kot tistega, ki
v smislu avtista in tako naprej in so mu začeli dajati zdravila in je bil pravzaprav samo še rastlinica, potem je pa dedek rekel dovolj. In ga je na nek način iztrgal iz krempljev zdravil. Danes je Dejo Satirov tisti, ki morda ste slišali prireja tabore mavričnih bojevnikov z otroki, starši avtističnih otrok. Takrat poskakuje vaš čas, res ima toliko energije, tudi očka je že, skratka, to je ena taka neverjetna zgodba o fantu, ki bi se lahko zelo drugače končala, ampak se ni, ker je imel sočutnega dedka, ker je čutil dedek, da se da drugače. In eden od razlogov, da smo vsakič znova tukaj, je tudi in da imamo take teme, zato ker jaz osebno verjamem, da ne glede na to, v kakšni družbi smo, da se drugače, vsakič, ko pridete s tem, dokažete, da se da. Hvala lepa za podporo, hvala lepa za pozornost in se vidimo 3. aprila. Hvala lepa.